Svetniki proti prodaji državnega deleža Krke. Metliški gospodarstveniki, naložbenikov ni. Informativni dnevi. Dober večer. Novomeški občinski svet je na pobudo Rafka Križmana in še nekaterih drugih svetnikov sprejel več sklepov, s katerimi je izrazil svoje nestrinjanje z vladno namero do potencialne prodaje državnih deležev v Krki. Pobudniki ocenjujejo, da odprodaja državnih deležev v Krki lahko predstavlja visoko stopnjo tveganja za zastavljene poslovne cilje, varnost in kakovost delovnih mest. Kot poudarja Križman, novomeški farmacevt ustvarja velike prihodke, zagotavlja kakovostna delovna mesta ter napredek in razvoj novega mesta, prav tako se v državni proračun zaradi Krke steka veliko denarja. Se pravi, da bi bilo zelo slabo, da prodamo, bom rekel, kokoš, ki nosi zlata jajca. Krka je prav gotovo ena vodilnih gospodarskih družb v naši občini in vsaka prodaja ali prenos lastništva na nekega neznanega lastnika bi bila dejansko pogreb ne zgolj samo za Krko, ampak tudi za našo regijo. Predlagane sklepe je podprl tudi Ivan Gril, sicer član največje vladne stranke. Ja, tukaj pač ta predlog bil seveda pripravljali so tu strokovne službe, to bo še predmet razprave v državnem zboru, kajti državni zbor je tisti, ki potrjuje te predloge in tukaj se seveda zadeve lahko še spremenijo. Svetniki so med drugim sprejeli sklep, s katerim vlado in državni zbor pozivajo, da pod nobenim pogojem ne dovolita znižanja obsega naložb po Krki pod kontrolni delež, torej 25% plus ena delnica. Sicer pa se je gospodarski minister Radovan Žerjav že v sredo v sklopu vladnega obiska v Krki zavzel, da lastništvo v njej ostane nespremenjeno. Vsi ugotavljamo, da praktično težav za Krko ni, še več, kakšne težave, uspehi in tam, kjer so uspehi, seveda praviloma spremembe pravzaprav niso potrebne. Svetniki so obenem sklenili, da župan Alojzij Muhič o sklepih občinskega sveta seznani vlado in državni zbor. Konec minulega leta so v metliški občini beležili 16,2% brezposelnost, ki letos še narašča. Kar kaže na to, da se obstoječa podjetja borijo za preživetje, novih naložbenikov pa ni. Tako so ocenjevali na rednem letnem srečanju župana z gospodarstveniki, ki poslujejo na območju metliške občine. Stanje je vse prej kot rožnato, je po končanem srečanju dejal župan Darko Zevnik. Imamo zelo velike težave, tako glede brezposelnosti po eni strani, po drugi strani pa kot dejansko delodajalci ne dobijo strokovnega kadra, ne dobijo delavcev in težave so na obeh stranih. Z velikimi težavami se spopadajo tudi v podjetju Beti, ki zaposluje 177 delavcev, večinoma v programu Preja. Dela imajo dovolj, a jih pesti finančna nestabilnost družbe. Namreč kar nekaj časa imamo že velike težave zagotavljati sredstva za nakup surovin, za izplačilo vseh plač, ki smo jih do zdaj, hvala Bogu, tudi plačali. Njihovo poslovanje je zelo odvisno od bank, ki jim dolgujejo okrog 7 milijonov evrov, za kar plačujejo vedno višje obresti, novih sredstev pa ne dobijo. Zato si močno prizadevajo pridobiti novega strateškega naložbenika. Opravljenih je bilo nekaj konkretnih razgovorov, nekateri so prišli tudi na pogovore do bank, vendar je odločitev v veliki meri vezana na to, kako se bojo dogovorili potencialni investitorji s sedanjimi lastniki in pa z bankami. Glavna direktorica je s težavami seznanila tudi Uroša Rožiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, ki se je skupaj s sodelavci udeležil srečanja metliških gospodarstvenikov. Svetoval jim je, da se prijavljajo na razpise in poudaril, da podjetja, ki ne bodo usmerjena v izvoz in ne bodo gradila na razvoju, nimajo prihodnosti. Predstavniki Zveze Romov za Dolenjsko opozarjajo na nemogoče življenjske pogoje Romov v novomeškem Žabjaku. Korak do izboljšanja naj bi storili s prenosom zemljišč z Ministrstva za obrambo na novomeško občino. A bo treba predhodno spremeniti občinske prostorske načrte, saj so to območje iz urejanja ob sprejemanju izločili. V Žabjaku po nekaterih ocenah živi okrog 300 Romov, nekateri že 60 let, ki se nahaja na levi strani v smeri vožnje iz Novega mesta proti Mirni Peči.
Na sestanku so se strinjali, da seveda naših ljudi iz Žabjaka ne moremo in nimamo kam preseliti. Tam bojo ostali in to jim bom tudi prenesla. Gre za prenos približno 20 hektarjev zemljišč. Prenosi zemljišč so dogovorjeni, okvirne meje so dogovorjene in to, ko bo ministrstvo potrdilo tudi, da se strinja z našim prostorskim načrtom, potem bo tudi prenos izvršen. Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje ter predsednik vladne komisije za zaščito romske skupnosti, je prepričan, da ni ovir pri prenosu zemljišč na občino. Ne vidimo tudi nobenih ovir, da ne bi mogli sedaj kmetijske rabe spremeniti to zemljišče v stavbno rabbo. Na sestanku so se dogovorili za pripravo protokola, ki bo določal dejavnosti do končne ureditve. Če bo strinjanje s to potjo, je v kakšnem letu in pol tudi možno sprijeti tak podroben občinski prostorski načrt, se pravi spremembo obstoječega, ki bi imel vključujočo tudi to prilogo, na osnovi česar bi se kasneje lahko tudi že izdajala gradbeno dovoljenje. In kaj to pomeni za sedanje nelegalne gradnje? To ni odločeno, to je odvisno od podrobnega prostorskega načrta. Če bojo v podrobnem prostorskem načrtu zajeto, da so te objekti možni legalizaciji, bojo legalizirani. Še vedno pa ostaja ena glavnih težav družbena nesprejemljivost Romov, so se strinjali sogovorniki. Danes se je na okrajnem sodišču v Novem mestu nadaljevalo sojenje županu občine Žužemberk Francu Škufci. Kot smo že poročali, ga obtožnica bremeni 3 kaznivih dejanj pri pokablitvi daljnovoda na območju obrtno-industrijske cone Sejmišče. Sojenje se bo nadaljevalo 15. aprila, saj je sodnica presodila, da mora glede primera svoje mnenje podati izvedenec gradbene, po potrebi pa še izvedenec elektrostroke. Tožilstvo ni predlagalo nobenega novega dokaza, obramba je svoje dokaze praktično umaknila, tako da po vsebini je stvar razčiščena. Očitno pa sodnica, ki je kazenska sodnica, želi določene te gradbene zadeve še razčistiti z izvedencem. Danes so sicer na sodišču zaslišali pričo z Državne revizijske komisije. Priča je potrdila to, kar mi trdimo, da je postopek tekel pri Državni revizijski komisiji, da so oni ugotovili, da prekrška ni, postopek so ustavili in zoper nikogar na občini niso nobenih ukrepov sprejeli. Za komentar smo vprašali tudi tožilko Renato Brodarič-Trentelj, a do konca obravnav izjav ne daje. Škufci sicer očitajo zlorabo uradnega položaja ali uradnih listin ter ponareditev uradnih in poslovnih listin. V črnomaljski občini že več let načrtujejo prenovo njihovega gradu, v katerem domuje občinska uprava. Gre za zelo veliko in drago naložbo. Prvi korak so storili s celovito prenovo atrija v prvem nadstropju gradu. Naložba, ki je obsegala zasteklitev in energetsko sanacijo atrija, je vredna skoraj 388 tisoč evrov. V okviru čezmejnega projekta Prebujena kulturna dediščina sta jo 95% sofinancirali Evropska unija in država. Velik pomen te naložbe, če gledam z energetskega vidika, je, da bo šlo za zmanjšanje uporabo tako kurjave in vsega ostalega in izgube toplote, se pravi, da je ta del prvo nadstropje posodobljeno tako energetsko kot tudi vizualno. Temeljite prenove pa je nujno potrebno tudi pritličje gradu. Ampak prej moramo pridobiti prostore pritličja in pa kleti. Se pravi, investicija je izredno pomembna, to je velik korak, čaka nas pa še veliko, da obnovimo črnomaljski grad v celoti. Ker je pritličje gradu v državni lasti, si že dlje časa prizadevajo za neodplačen prenos na občino, a jim še ni uspelo, pravi županja. O razvoju črnomaljskega gradu, pomembnega kulturno-zgodovinskega objekta skozi stoletja in njegovi vlogi v mestu priča razstava avtorja Janeza Vajsa, ki so jo odprli v prenovljenem atriju na prvem nadstropju. Kmečka zadruga Sevnica je nosilec projekta Pridelano v Posavju, s katerim so začeli v letu 2010 in zajema 6 občin. Gre za lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Projekt je podprl Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Zaenkrat je sofinanciral le njegov zagon 80 tisoč evrov vredno prvo fazo, ki je zaključena. Nadaljevanje pa je odvisno od zanimanja potrošnikov in pridelovalcev. Projekt Pridelano v Posavju, kjer smo registrirali blagovno znamko Tukaj si, je zanimiv projekt, ki ga vsekakor bomo nadaljevali.
Seveda so pa pot utrjevanja novih blagovnih znamki in pa utrjevanje v zavest potrošnika, da je lokalno pridelana hrana najboljša, pa je nekoliko težja in daljša. Potrošnik si mora zaželeti lokalno pridelano hrano in jo pri trgovcih zahtevati. Brez povpraševanja po kakovostni hrani ne bo ponudbe, pravi Klenovškova. Ko nastopamo na trgu, pa se soočamo z težkim bojem, predvsem pri prodaji kmetijskih proizvodov večjim trgovcem. Sevniška kmečka zadruga je lani ustvarila za slabih 22 milijonov evrov prometa. Lahko izpostavim mlečno proizvodnjo, kjer smo dosegli 3% rast odkupa mleka, česar smo zelo veseli. Predvsem je rast na področju odkupa Ljubljanske mlekarne. Zadrugam daje upanje kodeks dobre prakse, ki so ga podpisali trgovci. Omogočil naj bi jim enakopravnejša pogajanja v dobro pridelovalcev, pravi Klenovškova. Danes in jutri potekajo informativni dnevi za bodoče dijake in študente, ki iščejo še zadnje podatke za odločitev, kje bodo nadaljevali izobraževalno pot. Z našo kamero smo obiskali šolski center v Novem mestu. Učitelji so skupaj z dijaki predstavili izobraževalne programe. Šolski center je tisti, ki ponuja na eni strani tehniške programe za potrebe predvsem gospodarstva in na drugi strani programe, kateri so vezani predvsem na človeka. Med najbolj obiskanimi so bili programi tehnične gimnazije, računalništva, elektronike in zdravstva, je povedal David in dodal, da opažajo nekoliko manj zanimanja za gradbeni in lesarski poklic. Zanima me tudi zdravstvo, pa vse, pa rada bi pomagala ljudem, ki so bolani. Bolj ciljam na elektriko, ker bo čisto skozi bila in bomo veliko dela. Mnogi so bili s predstavitvami zelo zadovoljni. Je blizu kar dosti natančni, tako da sem res, vse sem zvedla, tudi tisto, kar nisem na internetu, sem zdaj tle. Poleg bodočih dijakov so informacije o nadaljnjem izobraževanju iskali tudi študentje. Danes je priložnost, da si te kandidati ogledajo, tako slišijo, kaj program vsebuje, kako poteka, kakšen je vsebinski del, kateri predmeti so, kako poteka praksa in jasno potem se je veliko lažje odločiti. Med 7 višješolskimi programi je bilo največ zanimanja za programe tehnične smeri, velik vpis pa pričakujejo tudi v študijskem programu kozmetika, je še dodal Simončič. Ja, na informativnem so mi kar veliko povedali, glede predmetov, izbira, kak poteka vsako leto. So vse povedali praktično, tudi za izredne nadaljavo, če lahko. Informativni dan se bo nadaljeval tudi jutri. Športna dvorana Črnomaljske srednje šole je le redko tako polna, kot je bila včeraj. Tam je namreč potekal 9. šolski plesni festival, ki je pritegnil zelo veliko gledalcev in okrog 300 mladih plesalcev. V izvirnih koreografijah, ki so jih pripravili s pomočjo profesorjev, so se predstavili tako posamično kot v parih in skupinskem plesu. Osebno se letos s tem, da je nastopalo zelo veliko fantov. To je prvič v zgodovini naše šole, da so nastopali fantje v tekmovanju posamično in toliko v parih, in pa seveda prvi strojni letnik. Kljub gripi, ki je oklestila nekaj nastopov, je na plesni parket stopila okrog polovica črnomaljskih dijakov. Pridružili pa so se jim tudi učenci osnovnih šol. Njihova mladost, razigranost in izvirnost je navdušila občinstvo. Strokovna komisija pa je izbrala 6 posameznikov in parov ter najboljši razred, ki bodo šolo zastopali na državnem tekmovanju. Državno tekmovanje! Tako se je zmage veselil 2. B razred Črnomaljske gimnazije. Super smo, res smo se trudili za današnji rezultat. Veseli smo, da smo ga dosegli. Hvala publiki, ki nas je podpirala in res smo veseli. Trudili so se 2 meseca svoje koreografije in res moram reči, bi se zelo dobri. A čaka jih težka naloga. Črnomaljska srednja šola je namreč na minulih državnih tekmovanjih kar 3-krat zapovrstjo zmagala in zmage si želijo tudi letošnji zmagovalci šolskega plesnega festivala, ki so ga sklenili z nastopom vseh sodelujočih. Mi pa bomo današnje novice sklenili željo, da preživite kar se da prijeten konec tedna in ga dodobra izkoristite. Lep večer!